Tukaj smo se zbrali, na Zoomu smo se zbrali, vse, ki live spremljate, vas lepo pozdravljam. In vse, ki boste kasneje gledali, evo, vam izročamo in pošiljamo tople pozdrave. In za začetek, upam, da ste prebrali, čebelice ne izgubljajo dragocenega časa in ne razlagajo muham, zakaj je med boljši od dreka. Spomnite se res te resnice, ko vam bo naslednjič nekdo prodajal svoje usrane sanje. Ok, to za začetek, ker je to zdaj zelo popularno. Agenda, to so neke sanje, politika so neke sanje, državna uprava spreminja zakone, ki so tudi usrane sanje, njihove mokre. Oprostite, da sem direkten, ampak drugače ne gre. Sicer ne slišijo ti ljudje, če lepše poveš, pa bolj diplomatsko. Tako, ura je 19, nič. Evo, danes smo že 173. redno Zoom srečanje in društveno srečanje tukaj na Petkovškovem nabrežju 53 v Ljubljani. 31. avgust 2024 in dobrodošli vsi tukaj na lokaciji, na Zoomu in vsi, ki nas seveda spremljate v živo. Vabilo in število nekaj pove, da smo pridni, da delamo in tukaj, če kdo ne razume slovensko, si lahko seveda odpre na QR kodi na začetku videa, ki je, si lahko odpre in si lahko prevede v angleščino, German, Italian, slovensko, vse, tako da ni problem. Kar se tiče pa zapisnika, pa gremo še enkrat. Tukaj je v bistvu to povabilo iz našega 72. rednega srečanja Društva Belis dne 24.8.2024. Slišim, da pripombe ni. Na Zoomu tukaj tudi ne. Smatram in ocenjujem, da je zapisnik brez pripombe sprejet. Srčna hvala naši zapisnikarici Teji, da je tako čudovito spet dolg zapisnik pripravila. Hvala, Teja. In ta zapisnik je brez pripombe sprejet in seveda gre naprej v arhiv. Kot vidite, to je ta zapisnik, zadnjič smo imeli kar precejšno udeležbo, 253 ljudi je spremljalo nas, tako da super. No, zdaj pa gremo naprej k našemu programu. Program in nekaj aktualnih prispevkov, ki ste jih dobili tudi po elektronski pošti. Takole, jaz bom v prvem delu povedal, kdo v Sloveniji je tisti, ki usmerja delo policije, ker je to zadnje čase zelo aktualno. In ko človek napiše pritožbo, se pravi, je ta pritožba ponavadi neutemeljena, ker oni to strokovno preberejo in strokovno odgovorijo in tudi se strokovno zlažejo. Čigave so te strokovne laži, vemo, da jih morajo dati, sicer bodo bogi policisti brez službe. Jasno je, da prekršek naredi en policist, drug v zadju ga pa zagovarja, z nek magister, nek inšpektor 1, 2, 3 in pa seveda načelnik vse to vodi. Bomo pa videli, kdo vodi pa načelnika. Glejte, vloga župana v lokalni skupnosti je ključna. Župan, veste, je odgovoren za dobrobit svojih občanov in za učinkovito delovanje vseh javnih služb v občini. Poglejte, pri tem pa se pogosto pojavlja vprašanje, ali je res samo on neposredno odgovoren za delovanje policije. Ni, ampak posredno. On usmerja v svojem kraju seveda policijo. Tisti smo že sicer obremenjeni za nalogami, ki jih nam nalaga zakon. Občasno še dobivamo v realizacijo naloge, ki jih zakon nam ne predpisuje, pa smo primorani te naloge izvajati, ne glede na to, kakšna je kadrovska situacija v policiji. Kadrovska situacija v policiji je v Boniku slaba od leta 2014 dalje. Čeprav nima formalno neposrednih pooblastil nad policijo, pa ima pomembno vlogo pri usmerjanju v občini za delovanje policije. V tem kontekstu pa je krajevna pristojnost delovanja, ki se usklajuje z županovimi smernicami in lokalnimi varnostnimi prioritetami. Ja, to je to. In jaz bi takole rekel, prebivalci vse premalo razumemo delovanje občine, delovanje lokalnih skupnosti in pa drugih organov, kdo kam spada. V glavnem po televiziji gledamo vlada, ministrstvo, predsednica,
župane bolj malo, ampak župani so skriti v ozadju in oni dejansko vse vodijo. No, potem v drugem delu, gledajte naprej, si bomo pogledali pismo zaskrbljenega državljana, ki smo ga dobili včeraj po elektronski pošti. Srčna hvala za vso zavzetost gospodu, ki je to napisal, in sicer pravi: prepričan sem v zvezi s cepljenjem v Gazi, da se Netanjahu ne bi strinjal s premirjem. On, ki se nikoli ni strinjal z nobenim premirjem, če ne bi imel na ta način možnosti na drug način uničiti tega naroda. V nadaljevanju bomo prebrali njegovo pretresljivo pismo in ugotovitve, več o tem pa imate seveda v našem pismu. V tretjem delu bo predsednica društva Iviljana Belis povedala nekaj o njeni poti iz pekla v raj. In sicer tukaj, kot vidite, je zapisala: moje življenje je kot plamen sveče, ki utripa v nevihti, a nikoli ne ugasne. Rodila sem se v družino, kjer ni bilo brezpogojne ljubezni. Sem mati otrok, ki so zame božji dar z nasmehi, ki so kot sončni žarki, njihove solze pa meč, ki me ranijo. O tem več kasneje. In pa seveda vas vse povabim, pa tudi lahko prijateljem razširite link, ko bo celovečerni film po resnični zgodbi Honecker in Pastor, in to bo zelo zanimiv film po resničnih zapisih, po resnični zgodbi, ki se dogaja po padcu Berlinskega zidu. Sta Erich Honecker in nekdanji voditelj, ki je bil pač nekdanji voditelj Nemške demokratične republike NDR, in njegova žena Margot ostala brez doma. Se pravi, na višku slave, na višku moči, on je vodil vse Stasije v celi NDR, ona je vodila vso mladino, vse šolnike, vse zapore mladostne in ministrstvo za šolstvo. Čez noč sta bila po zrušitvi zidu na cesti in razlaščena sta se znašla. In potem jo je vzel Pastor, veste, Pastor, ki zaradi tega režima ni mogel šolati otrok, ki zaradi tega režima so jih preganjali, in ko je videl, da sta na cesti, je rekel: jaz vaju vzamem pod svojo streho. Pretresljiv film, povabim vas seveda, da si pogledamo to zanimivo zgodbo, ki na nek način seveda govori o tem, kar naša predsednica nenehno poudarja, tudi če je nasprotnik še tako usran, ko rabi pomoč, je na koncu samo človek. Ni politik, ni rdeč, ni plav, ni zelen, ampak človek v stiski, ki mu je treba pomagati, pa naj se potem naprej razmišlja svoje življenje. In pa seveda, prosim, ne spregledajte v naših poročilih, povsod so označeni linki. Včeraj, predvčerajšnjim, so Japonci preko javnih medijev obvestili državljane svoje o nevarnostih cepiva proti covidu. Več kot 2000 ljudi se je v eter javilo in povedalo, in ta zapis imate noter. Naslednji članek: podnebne spremembe so izgovor za odvzem vseh pravic in svoboščin. Natančno preberite, odprite linke zraven, ki so, ker vas vodijo in vam povejo še mnogo več. In pa zelo zanimiva stvar, če se spomnite od Ivermectina, da smo bili krave konji, to se pravi FDA, ki je to reklamo dala ven, največji propagandni stroj, ki je to dal ven, da je ljudi odvrnil od Ivermectina in ga opravičil, da je to za krave, konje in živali, ne pa za ljudi, in so ga zato prepovedali, in je s tem prekoračila FDA, ki sploh ne more prepovedati zdravil, ampak jih samo v bistvu ocenjuje, pooblastila z vojno proti Ivermectinu. To je pa ugotovil odvetnik Ministrstva za pravosodje. O tem si tudi prosim preberite, ker je zanimivo. Dostop do vseh teh novic, ki sem vam zdajle povedal, dragi prijatelji, vsi, ki nas spremljate danes, ta večer, je tukaj v bistvu link, lahko si naredite print screen, pretipkate link ali pa kar s QR kodo dostopate do vseh teh zapiskov in do drugih informacij. Torej, lepo vabljeni, in to je današnji program. Sedaj pa gremo k prvemu delu, ko bo Mihael Belis povedal, kdo v Sloveniji usmerja policijo, zakon, korupcija ali interesne skupine.